Pozdravljeni. Izreki Enza Ferrarija so nam navdušencem dobro znani. A kaj, ko jih danes razni avtorji uporabljajo ob napačnem trenutku na napačnem mestu? Danes si bomo ogledali, kako je marsikateri izmed njih se izkazal za popolnoma napačnega in zakaj, ker ne poznamo zgodbe v ozadju, se jih marsikdaj tudi napačno uporablja. A vse kot običajno v naslednjih minutah. Ko govorimo o formuli 1, beseda marsikdaj nanese na Enza Ferrarija. In ko se pogovarjamo o velikem starem, mnogokrat ne moremo mimo njegovih znamenitih fraz, njegovih znamenitih izrekov. In tu je treba dodati, da ste verjetno opazili tudi vi, kako v medijih določeni avtorji, pisci, komentatorji, novinarji uporabljajo skorajda zmeraj eno in isto frazo Enza Ferrarija, kot da ne bi znali drugi. A težava je v tem, da mnoge fraze Enza Ferrarija so se pokazale za čisto zgrešene že za časa njegovega življenja. In marsikdaj fraza, ki bi jo lahko uporabili in tako dali neko dodano vrednost našim trditvam, ni nikoli pripisana temu velikanu motošporta, enostavno zato, ker naši vrli novinarji, avtorji, komentatorji tega ne vedo. A danes si bomo ogledali, kaj vse je izrekel Enzo Ferrari in predvsem, kje se je motil. Ustavili se bomo tudi malce pri ozadju. Namreč, če ne razumemo konteksta, ne bomo dojeli niti, zakaj se določena fraza v določenih pogovorih ne sme uporabljati. A začeli bomo na samem začetku. Namreč, da bi razumeli nekako osebnost Enza Ferrarija, moramo najprej se ustaviti pri dejstvu, da Enzo Ferrari ni bil tisto, kar bi danes imenovali prijazen človek. Bil je brezkompromisen, robat, grob, z ogromnim egom. In to bi lahko dejali, da je nekako lastnost vseh velikanov, ampak ne smemo tega dejstva. Enzo Ferrari je imel raje avtomobile, kot so ljudi. Sam je dejal, da nima drugih interesov izven sveta dirkalnih avtomobilov. In prav ta njegova zaverovanost vase in v svoje izdelke mu je nakopala marsikaterega nasprotnika in konkurenta. Znano je, kako je Ferrari nekoč dejal, da stranka nima zmeraj prav. Ampak, ko se je nekako spopadel z Ferruccijem Lamborghinijem, je napravil verjetno eno izmed svojih največjih napak. Ferruccio je nekoč enostavno dejal, da težava ni v njegovem avtomobilu, ampak v vozniku. Dejal je, kako je bolje za Ferruccia, če ostane na traktorjih in se zaveda dejstva, da nikoli ne bo sposoben voziti Ferrarija. In verjetno je vsakomur izmed vas jasno, kaj je na to storil Ferruccio Lamborghini. Ampak vrnimo se k Enzu Ferrariju in njegovemu načinu, kako je postavljal naprimer svoje dirkalne avtomobile celo pred ljudi. O voznikih je dejal naslednje. Vozniki so kot žarnice. Jih priviješ, da zažarijo, in ko pregorijo, jih odviješ in zamenjaš z drugim. Seveda znana je tista fraza,
da je voznik, ki dobi otroka, za pol sekunde počasnejši na krog. Od kod to znanje Ferrariju, ne vem. In znano nam je, kako globoko je žaloval za svojim sinom Dinom. Ampak Ferrari je mnogokrat udaril mimo tudi v svetu motošporta s tistim, kar mnogi prodajajo za nekako modrost Enza Ferrarija. Ena izmed napačno največkrat citiranih fraz je naslednja. Z aerodinamiko se ukvarjajo tisti, ki ne znajo narediti motorja. Zakaj je mnogokrat ta fraza uporabljena na napačnem mestu? Ker tisti, ki jo citira, ne pozna konteksta. Zgodilo se je leta 1960 na dirki za 24 ur Le Mana. Voznik Ferrarija, Paul Frère, je se pritožil Enzu in dejal, da bi raje imel malce manj zračnega upora na svojem Ferrariju 250 TR. Gre za tisti avtomobil, ki ga je uporabljal na primer Charles Leclerc, ko je odšel svojo ženo iz poroke. Ampak o tem marsikdo ni znal poročati, glavno je bilo na raznih medijih govoriti, kako sta srčkana, a ne? In tu je beseda leta 60 tekla predvsem o vetrobranskem steklu. In Ferrari, ki se mu ni ljubilo ukvarjati z pritožbami svojega voznika, je rekel tisto znamenito frazo. Ampak brez skrbi. Paul Frère ni bil kdorkoli. Po njem je celo imenovan ovinek na progi Spa-Francorchamps. In leta 1960 sta on in Jean Bedien dirko za 24 ur Le Mana celo zmagala. Torej, v prvem trenutku je imel Ferrari prav. Glavno je imeti izjemno močan motor, ki bo nekako nadoknadil vse ostale pomanjkljivosti. A bodimo pozorni, namreč Enzo Ferrari je povedal še marsikatero pikro. Najbolj zanimiva je verjetno tista, ki jo je dejal, ko je videl bolid ekipe Cooper. Govorimo zopet o istem obdobju, tam konec 50-ih let. Namreč Cooper je bila prva ekipa v sodobni Formuli 1, ki je imela bolid z motorjem zadaj. In Enzo Ferrari je posmehljivo rekel, da so konji tisti, ki vlečejo voz, in da nikoli ni videl, da bi ga potiskali. In tu se vidi rahlo dvoličnost. Namreč najljubši osebni avtomobil Enza Ferrarija je bil Mini Cooper. A pustimo sedaj to. Jasno nam je, da se je Enzo Ferrari bridko motil, ampak zanimivo je, kako leta 1961 je Ferrari osvojil naslov med vozniki in konstruktorji z modelom 156, ki je imel motor zadaj in aerodinamično izoblikovano karoserijo. Torej, tudi sam Enzo si je dokaj hitro premislil, seveda v trenutku, ko je ugotovil, da mu je potrebna na primer tudi aerodinamika in motor zadaj, da bi zmagal. In zakaj? Enostavno zato, ker Enzo Ferrari je vedel, da je drugi le prvi izmed poražencev. In to je njegova fraza, ki jo je na to rahlo spremenjeno povedal tudi Ayrton Senna. Ampak tu tisti nivo kulture motošporta pri mnogih novinarjih, komentatorjih, avtorjih, piscih seveda ne doseže nivoja, da bi publiki ponudili kaj takega. In seveda izreki, kot so bili naslednji pri Enzu Ferrariju, nam kažejo, da mnogokrat bi lahko marsikdo bil enostavno tiho, namesto da bi se nekako delal pametnega in citiral Ferrarija v mnogih pogledih, ki so dobesedno neumestni.
V svetu Formule 1 imamo ogromno, da ne rečem preveč, modrih izrekov, ki nam lahko situacijo pokažejo v pravi luči. A ne smemo pozabiti, da mnogi navijači skuderije Ferrari nasprotne ekipe marsikdaj zmerjajo z garažisti. In garažisti je izraz, ki ga je pogostokrat Enzo Ferrari uporabljal za angleške ekipe, ki niso izdelovale motorjev, ki niso izdelovale menjalnikov ter diferencialov. A težava je v tem, da ekipe, ki jih je Ferrari imenoval za garažiste, poznamo danes kot Williams, McLaren, Lotus in še marsikatero drugo. In ti garažisti, ki so po nekoč še zmeraj zaničevani, so oni, ki so premagovali in to redno Ferrari. Torej, če bi meni nekdo dejal, da sem garažist, bi bil na to ponosen, ker sem iz nič, iz neke uboge garaže, bil sposoben premagati velikana. Ampak danes nekaterim je to zaničljivo, kajti zmagati ni pomembno, pomembno se je imeti za velikega. In kot sem že dejal, pozabljajo na modrost Enza Ferrarija in o pomenu drugega mesta. A to je nekaj, kar se imamo za zahvaliti vsem tistim, ki o Formuli 1 veliko govorijo, a marsikdaj premalo povedo. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.